je biti danes z vami. Sicer vas ne vidim dobro, ampak ste tle nekje, verjetno. Jaz ne bi danes govoril o Svetem pismu. O Svetem pismu in zakaj lahko zaupamo Svetemu pismu. Zdaj najprej, mogoče je dobro, da rečemo eno besedo o temle zaupamo. V bistvu je takole, če bi hoteli biti zelo natančni, mi kristjani zaupamo Bogu, verujemo Boga. Jasno je pa, da seveda, da Sveto pismo nam pa pri tem pomaga, nam pa pri tem odločilno pomaga in nam dejansko seveda gradi našo predstavo o Bogu in omogoča dejansko skupnost z Bogom. No, zdaj, v bistvu je to zelo veliko vprašanje, ki ga ne bomo mogli v celoti danes obdelati, ker namreč na to vprašanje bi se lahko pogovarjali vsaj na 3 različne načine. Prvi način bi bil, da bi govorili o tem, kako je Sveto pismo notranje skladno, se pravi, kako se vsebina Svetega pisma, predvsem stare in nove zaveze, kako se ujema na način, ki sam kaže, da je celota verodostojna. Drug način, recimo, o katerem bi lahko govorili, bi bilo, da bi govorili o rokopisih, kako je s temi rokopisi in v hebrejščini, še posebej potem v grščini, kako je s to zadevo, kako ta stvar stoji, ker tukaj se tudi seveda izkaže, da je Sveto pismo izjemno verodostojna knjiga, sploh če jo primerjamo z drugimi knjigami iz tistega časa. No, tema, o kateri pa danes bom spregovoril, o teh dveh stvareh ne bom, razen če koga zelo zanima, lahko pozneje v debati, kakšno rečemo na to temo. O tem, kar pa bom govoril, je pa pravzaprav tole vprašanje. Zakaj imamo takšno Sveto pismo, kot ga imamo? Zakaj so te knjige v Svetem pismu, ki so? Kako je s to stvarjo? No, temu se reče, učeno besedo se reče kanon Svetega pisma. Kanon je starodavna beseda, ki pomeni merilo. In gre za to predstavo, da je Sveto pismo merilo vsega, kar kristjani verujemo, delamo, glavno tisto temeljno, trdno vodilo. No, začnimo najprej, jaz bi začel z eno miselno protezo. Namreč, čem, ki nam pomaga misliti. Ponavadi si Sveto pismo predstavljamo nekako takole, bi jaz rekel. Pač ena škatla, ki je razdeljena na 2 dela, nekaj od tega je stara zaveza, nekaj je nova zaveza in to je to. Pač to, kar je note Sveto pismo, pač ustavljeno Sveto pismo in to je konc zgodbe. No, danes bi pa pravzaprav malo odgrnil odejo in predstavil drug zemljevid, drug miselni vzorc, kako je morda boljš, da mislimo o Svetem pismu. Ta vzorc je mogoče ničkrat manj idealističen, kot tale, ni takole lep, pravilen, dvojen pravokotnik, ampak je pa gotovo vzorc, ki ga je pa veliko težji sklopiti. In je veliko bolj trdno stoji in to je tudi za vas pomembno. Ko naletite, ne vem, na ljudi, na prijatelje, ki dvomijo Sveto pismo, vam bo tole lahko pomagali. Vzorc je v osnovi takle. Sveto pismo kot 2 koncentrična kroga, se pravi s krogi noter, eno je stara zaveza, drugo je nova zaveza. Zakaj je temu tako? Bog se je odločil v bistvu v svoji ljubezni do nas, da nam bo tako stvar, kot je Sveto pismo, kot je ena v bistvu zelo obširna knjiga zapustil. In ta knjiga seveda se nikar pojavila tako, da je padla iz nebes, ampak je nastajala skozi daljša obdobja. In predvsem je pa pomembno, zakaj sta tukaj 2 jedri, 2 središči. V bistvu so vsi te spisi, ki jih imamo zbrani v tej knjigi, so zbrani okrog 2 ogromnih kritičnih, ključnih zgodovinskih dogodkih. Prvi, v tisti v stari zavezi, je v bistvu rešitev Izraelcev iz Egipta. Se pravi, ta velika zgodba o Mojzesu, o rešitvi iz Egipta, poti skozi puščavo in do obljubljene dežele. Se pravi, to je prvo jedro in tukaj gre seveda ne gre za neko teorijo, tukaj ne gre za neke ideje, tukaj gre za konkretno vdor živega Boga v zgodovino. In teksti, ki jih imamo, so zgrajeni točno okrog tega, kot bomo še videli. V Novi zavezi je prav tako zgodovinsko jedro. In jasno, to jedro je kar Jezus iz Nazareta,
prepoznan za Mesija, prepoznan za Božjega sina. In to se pravi zgodba o njegovem rojstvu, življenju, delovanju, pridiganju, smrti, ustajenju in udaru Svetega Duha. To je zgodba, ki je v jedru Nove zaveze in spet spisi se okrog te zgodbe nabirajo, če lahko rečem. Te krogi se širijo ven iz tega. Kot bi si lahko predstavljali, da v bistvu kada ta Božji navdih, ta Božja beseda, da prehaja ven iz teh dveh središč. No in zdaj si bomo na kratko pogledali, kako je to pri vsaki od zavez zgledali. Se pravi, bomo začeli staro zavezo in tukaj imamo jedro, ki se mu reče po hebrejsko Tora, oziroma Peteroknjižje, Pentateuh, 5 Mojzesovih knjig, te besede pomenijo vse isto. To je teh prvih 5 knjig, se pravi od 1. do 5. Mojzesove knjige. In teh 5 knjig so Judje že zelo zgodaj dojemali kot Sveto pismo. O tem zdaj želim govoriti, kako je rasla zavest o tem, kaj je sploh Sveto pismo. Ker niso vseh knjig naenkrat dojeli, ampak je to raslo postopno. V stari zavezi se pravi bilo najprej tole jedro, zdaj za vseh 5 knjig imamo že očitno pričevanje nekoga drugega 400 pred Kristusom, dejansko so vsaj nekatere dele gotovo že prej dojemali kot navdihnjene, kot Božja beseda, ampak to je tisto jedro, in na katerega so se Judje vedno naslanjali, nobenem seveda so tudi razumeli, da so te teksti, da imajo posebno težo. No, potem v času, ki je sledil, so pa razpoznali širši krog tekstov, ki jim v hebrejskem Svetem pismu se jim prav reče preroki, in noter so, ne vem, a se vidi tele kratice, ki njih se da brati, bolj tako. Se pravi, no, to so knjige, kot je Jozuetova, so knjige sodnikov, 1. 2. Samuelova knjiga, 1. 2. knjiga kraljev. Ne se zmotiti, to ni napaka, po hebrejskem mišljenju so to preroški teksti. Medtem, ki 1. in 2. kroniška knjiga, jih pa ni tukaj, pa nista preroška teksta, ampak za Jude so to preroški teksti, prav pa potem seveda 3 veliki preroki, Izaija, Jeremija, Ezekiel, pa potem 12 malih prerokov, in to je ena knjiga za Hebrejce. Medtem, ki spet Daniela tukaj ni, Daniel je v drugem sklopu knjig. No in tukaj imamo spet zunanja pričevanja že tam okrog 200 pred Kristusom, da so tudi to že razumeli kot Sveto pismo, in so govorili o postavi in prerokih. To najdete tudi v Novi zavezi večkrat ta izraz. Se pravi, tukaj gre že za večkrat širše razumevanje, kaj je Sveto pismo. No, potem je pa v času tam od nekje 150 pred Kristusom, pa naprej je pa še en širši sklop tekstov bil spet prepoznan in razumljen kot Sveto pismo. In tukaj so pa potem psalmi, Job, pregovori, potem je tukaj Daniel, Ezra, Nehemija, 1. 2. kroniška knjiga, in potem je 5 majhnih knjig, Rutina knjiga, Visoka pesem, Pridigar, Žalostinke in Esterina knjiga. No, te knjige so seveda vse nastale prej. Zdaj tukaj govorimo o času, kdaj je med Judi nastalo razumevanje, to je Sveto pismo. O tem zdaj tukaj govorimo. In tukaj imamo pa pravzaprav, zdaj, če tole pogledate, imamo pa dejansko zdaj Sveto pismo, kot ga danes razumemo. No in temu tretjemu krogu Judje rečejo spisi, in dejansko je tudi vrstni red knjig v judovskem Svetem pismu tak, kot je tukaj. Se pravi, najprej 5 Mojzesovih knjig, potem so tistele proroške knjige, potem so pa te spisi po tem vrstnem redu, kot je tukaj. In s tem so oni sami, se mi zdi, že dojeli zadevo takole. Jedro je tale, je postava, je 5 Mojzesovih knjig. Preroki so okrog tega, ker to razlagajo, ker v bistvu to Božjo besedo, ta Božji dogodek, razširijo ga, aplicirajo na konkreten čas. No, potem je pa še en širši krog, so pa spisi, ki pa dejansko naprej razmišljajo o tem, kaj to pomeni, recimo psalmi, kaj to pomeni za našo molitev, glede na to, da nas je Bog tako nagovoril, kot nas je, pregovori, kaj pomeni to za naše konkretno življenje, da nas je Bog tako nagovoril, kot nas je skozi postave in skozi preroke in tako naprej. No, ampak zdaj, to, kar je pa zanimivo, seveda je pa to, da ta zgodba se ni tle končala. Obstajali še širši krog knjig, v katerem so knjige, kot so recimo knjige Makabejcev, Tobitova knjiga, Sirahova knjiga, potem pa tudi razne druge knjige, Henohova knjiga, knjiga jubilejev.
Te knjige so tudi nastajale, dejansko te so nastajale v tem času okrog 150 do 100 in Judje so jih prepisovali, nekateri so jih navajali, ampak dejansko se skozi čas niso uveljavili, niso dobile te teže, kot jo imajo tele središčne knjige. In tam nekje okrog leta 100 je tista rdeča črta, ki jo vidite, nas postala bolj ali manj trdna. Se pravi, takrat, in to je zdaj pomembno, to so Judje tako razmislili. Se pravi, to je sploh, ko govorite recimo z drugimi, to ni krščanska iznajdba. Kristjani, mislim, da smo tukaj zelo modro naredili, da enostavno, ko se stare zaveze tiče, sledimo Judom, ker to je neodvisna priča, da tako rečem, to ni krščanska iznajdba. No, je res, da nekateri Judje v Aleksandriji, v Severni Afriki, so v grškem prevodu imeli nekateri od teh knjig in se tudi uporabljali, ampak judovstvo nasplošno jih ni sprejelo. Potem so pa še izven tega, so bile pa še druge knjige, ki pa nikoli sploh niso prišle, recimo sploh ni noben razmišljal, da bi lahko bile kdaj noter. Hočem samo pokazati, da te krogi so se širili naprej, tudi tam, ki je meja, recimo, današnjega svetega pisma, ne? Ta meja je prepustna v tem smislu, da inspiracija ni nehala zadnjo črko v svetem pismu. Je šla naprej, sam se je, kaj ne rečem, zgubljala počas. Ne? In tako kot je seveda avtoriteta Tore večja, kot je avtoriteta prerokov in prerokov večja kot spisal, potem je ta avtoriteta še toliko manjša v teh, recimo, apokrifnih knjigah, pa vendar so nekateri tudi videli in so jih tudi uporabljali, tudi kristjani, ne nazadnje, samo so razlikovali zadevo. No in tako imamo recimo zaključen ta judovski kanon, kot se reče, judovsko svetopismo, tam nekje lahko rečemo okrog leta 100 po Kristusu. Tukaj vidimo, da je to ravno v času Nove zaveze, ravno v času prvih kristjanov. Zelo zanimivo je seveda samo pričevanje Nove zaveze, glede tega, ker v Novi zavezi najdemo citate iz vseh teh knjig, ki so znotraj, ki so v pobarvanih krogih, razen Estere, Pridigarja pa Visoke pesmi. In ravno glede teh treh knjig so imeli še judovski strokovnjaki tudi pogovore v tistem času, a to je not ali ni. Recimo pa Esteri je bil malo problem to, da Bog sploh ni omenjen. V hebrejski Esteri Božjega imena sploh ni nikjer. No in Nova zaveza je v bistvu neke vrste neodvisna priča za bolj ali manj takole staro zavezo, kot jo imamo. Tukaj imamo eno pričevanje iz tistega časa judovskega pisca, ne bomo ga brali, ker nimamo časa, ampak on recimo leta 95 po Kristusu pove, da ima stara zaveza 22 knjig in to pomeni, to so te knjige, ki jih imamo danes v stari zavezi, verjetno minus Estera, Estere verjetno ni noter. 22 je bilo za njih pomembno število, ker je bilo toliko je črk hebrejske abecede. No, pove pa tudi na koncu zelo lepo, ne, prav, za te knjige smo Judje pripravljeni umreti. To je za nas sveto, to se že stoletja ni spreminjali, zatole damo življenje, če je treba. No, pa imamo še v Novo zavezo, ki je za nas po svoje še pomembnejša, ker seveda kristjani pristopamo k stari zavezi prek Jezusa. Jezus je tisti ključ, ki odklepa svetopismo. No in tam imamo pa spet podobno zgodbo, bomo pretekli skozi več teh krogov in tukaj pa seveda gre za osnoven krog so evangeliji. So 4 evangeliji in te so se že zelo zgodaj v zgodovini cerkve so se razpoznali kot tisto jedro, kot tisto temelj vsega, kar je krščansko. Tile 4 in nekakšni drugi. No in ravno, kar se tiče Nove zaveze, sploh zgodovine, kako se je oblikovala, imamo pravzaprav zelo veliko pisnih virov, veliko podatkov o tem, kako so te debate potekale. No in kar se tiče evangelijev, ni nikoli bilo sploh debate, da bi še kakšen drug evangelij prišel poštev. Pri evangelijih tega sploh ni bilo in to je zelo pomembno, ne, ko kdo reče, ja, pa to so vrgli ven iz Biblije, to pa uno pa tretje. Ne, postopek, kako se je to dogajalo, poznano, je evidentiran, je dokumentiran zgodovinsko in noben ne more trditi, da je to nekaj drugega, dejansko je to temelj. No, potem imamo pa okrog tega naslednji krog, ki so Pavlova pisma in poleg njih tudi apostolska dela, 1. Petrovo pismo, 1. Janezovo pismo in
Te teksti seveda, kaj so? Točno tako, kot prej razlagajo evangeliji. V teh tekstih imamo, spet gre, vidite, odmev Božje besede dobi svoj prvi odmev v tem krogu tekstov. Se pravi, gre za razlago, kaj je se zgodilo z Jezusom, s to njegovo in rojstvom in sploh s smrtjo in z ustajenjem od mrtvih. Kaj to zdaj za nas pomeni, za nas, za svet, za vse? Ne? In to Pavel seveda razlaga in tudi vsi ostali teksti v apostolskih delih vidimo seveda tudi nadaljevanje. Ne, to je, v bistvu je tako, apostolska dela so Lukov evangelij part 2. Ne, in tako bi jih morali tudi brati, tako da naslednjič, ko berete Lukov evangelij, prosim, nadaljujte z apostolskimi deli, ker boste videli, kako gre eno z drugim. Luka, ki je to pisal, je dejansko tako si zamislil. To je v naših Biblijah je čist nenaravno, da imamo to ločeno. Mora bi biti skupaj, to je prvi, drugi del. Luka je napisal, se pravi, ta nadaljevanje, ne, kaj se je zgodilo potem naprej z Jezusovim učenci, z Jezusovim evangelijem, kako je napredoval. No in zdaj tukaj je pa prav kar se tega letiče, tukaj, ker vidite, je pa pravzaprav tudi najmočnejši argument, argument, ki ima največjo težo glede avtentičnosti celote. Dejansko je takole, pogledajte, ta druga letnica je 200 po Kristusu. In dejansko bi jo lahko še malo spustili, mogoče 180. Se pravi, ti teksti so bili napisani tam nekje v drugi polovici 1. stoletja. Ti teksti so se prepisovali na roke, ni bilo tiska in ničesar podobnega. Se pravi, je trajalo, da so se širili. Ampak zanimivo je, da recimo konc 2. stoletja najdemo mnenje, soglasna mnenja o teh tekstih na področju, ki je od današnje Anglije pa do današnjega Iraka. In to so bile krščanske skupnosti, ki niso bile kakorkoli centralno povezane. To so bile skupnosti, ki so jih razni apostoli, razni misionarji ustanavljali v različnih smereh, ampak dejansko na koncu 2. stoletja že imamo strinjenje glede vseh teh tekstov, ki so praktično komaj prišli do tja, ker te teksti so se širili počasi. In tukaj, ne vem, kristijani, kadar recimo se 2 ali pa 3 zberemo, pa molimo, pa dobimo recimo neodvisno enako besedo, glede česa rečemo, Bog nam je spregovoril. Tukaj imamo pa dejansko primer, ko je Bog enako očitno spregovoril, ne vem, stotinam skupnosti, ki so razpoznale točno iste tekste za ključne in za avtoritativne. In tukaj imamo jedro nove zaveze, kaj je danes. No, potem je še tretji krog tukaj, ki so druga pisma in razumetje. Glede tega je bilo nekaj več mnenj, tukaj so bila včasih tudi kakšna mnenja, da stvari niso čist 100%. Ampak ta mnenja so bila manjšinska in so počasi izvenela, tako da tam nekje okrog leta 300 imamo že dejansko takole podobo nove zaveze. In seveda spet ti teksti še naprej razlagajo to, kar smo imeli v prvih 2 krogih. No, ampak tudi tukaj se stvar ni končala. Ne? Obstajajo tudi spisi, recimo, kot so Didache, Hermo, Pastir, Barnabovo pismo, recimo, ki so ponekod imeli veljavo, da so navdihnjeni, in so jih pravili v cerkvah. Tako da to je še en krog, potem so pa še bili spisi, ki jih pa nobeni nikoli povohil, če bi po domače rekel. Ne? No in zdaj, spet una rdeča črta je to, kar imamo danes v novi zavezi. Ne? In kako se je prišlo do tega? Ne? Tukaj je, ta proces se traja tam nekje od leta 200 do 400 in zdaj tam imate 4 kriterije, ta glavni kriterij, kako so razmišljali pri teh odločitvah, kaj recimo, ko so cerkve razpravljali ali pa ko so voditelji cerkveni pisali o čem, zakaj ja, zakaj ne, vidimo tele 4 kriterije. Prvi je bil seveda apostolski izvor. Tam, kjer se je dal dokazati, da je nek spis gre nazaj do apostolov ali pa do, recimo v primeru Marka pa Luka, do učencev od apostolov. Marko je bil Petrov učenc, Luka je bil Pavlov učenc. To je bil prvi in glavni kriterij. Potem drug zelo pomemben kriterij je ta splošna sprejetost. To je ključno. Tukaj se ni šlo zdaj za to, da bi recimo ena cerkev ali pa eno pomembno cerkveno središče, da bi usilili svojo vizijo, ampak se je gledalo ravno to, kaj je sprejeto povsod. Kot sem rekel, na tem ogromnem področju
ki je bilo delno pod rimskim imperijem, delno ne, ki je bilo že tudi izven političnih struktur istih in tako naprej. No, potem tretja stvar je tudi bogoslužna raba. Seveda, ker takrat ni bilo v Bibliji, tako kot danes je bilo ključna stvar tam, da se je na bogoslužju svetopisanske tekste bralo. Nekateri celo pravijo, da se je mogoče prebral kakšen cel evangelij, kdaj na bogoslužju. Je malo trajal. Definitivno so Pavlova pisma brali v celoti. Naša, v bistvu je to, da danes beremo svetopismo po vrsticah, je razvada in tudi dejansko ni najboljši način, kako se bližati te knjigi. Ti teksti so bili pisani zato, da jih absorbiraš v večjih kosih. Dejansko je najboljš prebrati celo Pavlovo pismo naenkrat, ker potem ti tudi celotno sporočilo čist drugač pride pred oči. Se pravi, gledalo se je, kaj je bilo v navadi, da se bere v cerkvah. Potem je bila pa še tale skladnost sporočila, se pravi, jasno se je gledal, a je v tekstih kaj, ker je kompletno neskladno s srčnim sporočilom. Zanimivo, recimo, da bi mi kristijani leta 180, nekje na zahodu, verjetno v Italiji, naša nova zaveza bi izgledala takole, in tudi vrstni red bi bil približen takle. Se pravi, imamo 4 evangelije, imamo apostolska dela, potem imamo Pavlova pisma in tiste številke niso naključno tam. Za prvo generacijo je bilo malo vprašanje, kako je s tem. Pavel je pisal posameznim cerkvama, in so razmišljali, ampak kako pojasniti, da so pa ta besedila merodajna za vse kristijane. Videli so, da je dejansko cerkva 7. In so rekli, tako kot je recimo Janesu razumeti v 7, imamo tista pisma 7 cerkvam in vemo, da to nekako pomeni celoto cerkve, tako je tudi pa Pavlu. No in poleg tega imamo še nekaj drugih pisem, nekaj malega manjka, ampak tole je jedro nove zaveze. Recimo tudi, če bi imeli samo to, ker je tlele bistvenemu sporočilu, ne manjka nič. Jezus je isti, Pavlov nauk je ves noter, apostolska dela so not, dejansko tisti spisi, ki še manjkajo, recimo pismo Hebrejcem, Petrovi pismi manjkata tudi, ne vemo, mogoče celo po napaki, ampak nekaj manjših tekstov manjka tukaj noter. Pomembno je tudi seveda tukaj v tem tekstu, namreč ta fragment so našli okrog leta 180, ki govori o tem. Recimo zelo zanimivo, da prav pa, da nekatere tekste pa ne se doma bere. Se pravi, tista naša predstava, ker sem je na začetku pokazal škatla, kjer je noter nekaj od zunaj ni nič, prvi kristijani so malo drugače razmišljali o tem. Oni niso imeli kategorije, tole je svetopismo, to ni svetopismo, pa konc. Imeli so vsaj še 2 vmes. Dejansko so imeli, recimo za tale krog, so imeli izraz včasih antilegomena v grščini, se pravi spisi, o katerih nekateri dvomijo, ampak so svetopismo. Potem so imeli pa še druge spise, recimo, ki so pa primerni sicer za brati, vemo pa, da niso svetopismo. Na kar so bili pa izven tega še drugi spisi, za katere pa vsi vejo, da so zgrešeni. Se pravi, so bile 4 kategorije. To je malo drugačno mišljenje, kot smo ga danes navajeni, ampak dejansko pri branju Svetega pisma in pri sami tudi obrambi zanesljivosti Svetega pisma to pomaga, zato ker stvari niso črno-bele, ampak to, kar lahko jasno pokažemo že zelo zgodaj, je pa prav to zgodnje ujemanje vseh teh zelo različnih cerkva, v različnih jezikih, na različnih teritorijih, ki so jedro potrdile. No in tudi seveda, tudi tale rdeča črta, kot je zdaj vidimo, se je izoblikovala tam nekje do leta 400. In zdaj, če zdaj vse skupaj probamo nekako zaključiti, kaj vidimo? Prvič, da je svetopismo je avtoritativno pričevanje o Božjem delu, o tem, kaj je Bog naredil in delal v zgodovini. In zato je v bistvu zgrajeno tako koncentrično, da izhaja iz središč in ta Božja beseda se širi na tak način skozi spise, tako jih je dobro tudi brati.
Ni vse, a nekaj piše v Esterini knjigi, ali v Izaiju, ali pa pri Mojzesu. Prav tako ni vse, a nekaj piše v Janezovem evangeliju, ali pa v drugem Petrovem pismu. Ni vse. Dejansko so kristijani razumeli stvari nekaj bolj prefinjeno v tem smislu, so delali razlike. Obenem tudi seveda se zavedamo, da obstajajo nekateri drugi teksti, ki so jih kristijani brali, ampak jih niso pripisovali stališča oziroma statusa čistega svetopisanskega razovetja. Pravzaprav lahko rečemo takole, da kriterij, ki je bil uporabljen, je bil kriterij, ki je šel na 100%. Se pravi, dejansko je tako, da so izven svetega pisma ostali nekateri teksti, ki so dobri, ampak ravno zaradi tega, ker niso prestali tega dosti rigoroznega testiranja in sprejemljivosti, so ostali zunaj, ker pa ne pomeni, da so slabi teksti. Tile teksti sploh v tem zunanjem belem krogu so zelo koristni krščanski teksti. Vsakmu jih priporočam v branje. To so teksti, recimo Barnabovo pismo. Zanimivo je, tako če rečem, če bereš Barnabovo pismo, tako rečeš, tole se pa zdi podoben, malo pa je drugačen. Se pravi, občutek je tako, kot bi imel jabolka pa hruške. Zdaj, če pa bereš, recimo, nek Filipov evangelij, pa to primerjaš z Janezovim evangelijem, je pa tako, kot bi primerjal jabolka pa mravljinčarje. Nima veze, vidiš, da si čist nekje drugje. Dejansko so teksti, ki so tam zunaj tega kroga, so v čist drugi sferi, ki se ne da primerjati. Tako imamo pred sabo Sveto pismo, kakršno je danes. Vidimo tudi, zakaj recimo se pri kakšnih cerkvah so kakšne razlike na tem obrobju, in vidimo pa, da je prvič, da je jedro trdno in zanesljivo. In tudi vidimo, da je ta postopek je potekal na nek tak organski način, tako kot drevo, ki raste. Tako je Bog postopek vodil in vsak, ki bi hotel temu bistveno oporekati, enostavno oporeka čist preprostim in trdnim zgodovinskim dejstvom. Tako da to je tole iz moje strani kot predavanje. Zdaj pa bi želel dejansko, da si vzamemo nekaj časa za vprašanja, za pomisleke, ugovore, za karkoli tazga. Tako da prosim, da karkoli je, da se javlja. In kaj je tisti res trden argument, katerim bi prepričal ateista, da naj bere Sveto pismo in da je to res knjiga, v kateri bi mogli vsi živeti? Jaz bi rekel, da je to, da Sveto pismo pričuje o tem, kako je Bog odločilno posegel človeško zgodovino. To bi bil iz tega, kar smo govorili. Se pravi, na uno vprašanje bi lahko bi imeli še dve drugi debati, ki bi bila vsaka vsaj še toliko dolga katale, ampak zdaj na tole, če se usmerim, je to, da jaz bi tako rekel, Bog je samega sebe tle definiral. In to ne samo z nekimi teksti, samo z nekimi zapovedmi, ali pa zato gre, ne gre samo za neko teorijo, da bi nekdo neke visoke misli zapisal. Ne. Na prvem mestu gre za močno pričevanje o tem, kako je Bog sam vstopil v zgodovino. In seveda, to mogoče je dobro povedati, ta beseda navdihneno, da je Sveto pismo navdihneno. Tisto dvom, ki je v drugem pismu Timoteju, da je vse Sveto pismo je navdihneno. Tisti tekst je zelo zanimiv v izvirniku, ker tista grška beseda, ki je tam uporabljena, pomeni oboje in da je navdihneno in da je navdihujoče. Se pravi, ne samo, da Sveto pismo je bilo takrat navdihneno, ker ga je nekdo napisal. Ne, Sveto pismo navdihuje zdaj, ko ga človek bere. In v tem smislu bi jaz, recimo, ateistu priporočil branje Svetega pisma, da vidi, ne se sam prepriča. A je to pričevanje o Bogu, ki je vstopil, a je kaj na tem ali ne. Ker ima dejansko Sveto pismo v tem smislu na samo vse, ima to moč navdihniti bralca. Ja,
ki bi lahko prebral o teh sestankih, ki so se pogovarjali o tem verodostojnosti? O tem, kje bi lahko kaj izvedlo o teh sestankih, ki so se pogovarjali o teh vprašanjih. Prvo, niso bili sestanki, so pa že malo pozneje, tam nekje v 4. stoletju doskrat, najprej v prvih stoletjih najdemo mnenje raznih piscev, pa potem recimo, zelo pomenljivo je, ker razni krščanski pisci citirajo, vidiš, ne, recimo Irinej na koncu 2. stoletja navaja, pisano je, pa navaja Matejev evangelij, pa navaja Pavlova pisma in tako naprej. Za njega je to bilo svetopismo. Ne? In podobno se na ta način dobiš mnenja, recimo. Ne? To je cerkvena zgodovina. Ne? Zdaj, da bi, zato je to pomembno. Ne? Tukaj imamo pričevanja posameznikov ali pa posameznih skupnosti. Tukaj to niso neke uradne odločitve sploh. Te uradne odločitve pridejo pozno, pa tudi tiste so bile zavezujoče pokrajinsko. Recimo, koncil v Laodikeji leta 363 je prvi objavil seznam, mislim, da 26 knjig, ki jih imamo danes v Novi zavezi, brez razgledov. To je koncil v Laodikeji po 4. stoletju. Ne? Potem v Kartagini v Severni Afriki, konc 4. stoletja, spet en koncil, tam pa je vseh 27 knjig. Ampak to je pozno, ne? Mene je zanimivo tisto prej, ne? Koliko konsenza se je zgodil brez kjerkoli tazga, bi rekel, cerkveno-političnega delovanja. Ne? Dejansko je prišlo na čisto kompletno, kaj bi rekel, samodejno in jasno ni bi rekel pod vodstvom Svetega Duha, je prišel neodvisno do tega prepričanja, da so ti teksti tisti, na katerih temeljimo. Ostali so mogoče v redu tudi, ampak so drugotni, so drugega ranga. Jaz sem dejansko prinesel par knjig sabo, če koga zanima, se lahko tam pri meni usede. Ti drugi teksti, recimo od Nove zaveze, če gremo malo nazaj, takole, tele teksti, se pravi, tale bel krog, so tako imenovani apostolski očetje in jih je dejansko so jih kristjani vedno tudi brali. In to je ena manjša knjiga, ki je tudi prevedena v slovenščino. Zdaj vse skupaj je pa tudi šlo njih pred kratkim v eni veliki debeli knjigi, sprav vse skupaj. In evangeliji, in celotno Nova zaveza, in potem še razni te drugi teksti. V knjigi Zgodne krščanski spisi, jo imam sabo, se jo lahko pogledate. No in spet, tisto je zelo zanimivo obrati, kot sem rekel, ne, da zelo hiter, po par vrsticah začutiš, da tle smo nekaj drugje. V teh prav kvaliteta tako drastično pade. Ne. Je pa to vse dostopno, ne. Nič to ni skritega, se pravi vsak, ki ga to zanima, ne, ki bi želel kaj spopijati, tukaj, ne si prebere, ne si pogledam. Prosim? Da bi se bolj skladili interpretiranje Svetega pisma. Lahko pismo, ampak se mi zdi, da je zelo veliko različnih interpretacij. Se pravi, kako bi se bolj poenotili glede interpretiranja Svetega pisma? To je vprašanje. Jaz v bistvu mislim, da tale dvojni diagram bi lahko malo pomagal v to smer. Namreč, ni vse en, kje štartamo, ne? Ni vse en, kje štartamo. Zdaj, če tole drži, potem recimo v Novi zavezi moramo štartati pri Jezusu. Ne moramo štartati pri recimo enih Pavlovih idejah, pa jih pol probati videti, kako je to Jezus razumel. Ne, naša pot samega mišljenja, naša pot, kako prihajamo do razlage in spoznavanja, mora zmeri štartati, kaj je Jezus glede tega rekel, naredil, mislil. Ne? In potem naslednjem korak gremo gledati, kaj pa bolj Pavel, ali pa kaj so drugi apostoli o tem rekli. Prav, vrstni red je tle pomemben. No? In menim, da če bi se tega bolj dosledno držali, bi takoj precej interpretativnih zaplot ali pa nesporazumov odpadli, zato ker bi se jasno videli, bolj jasno pot sklepanja bi imeli na ta način. Tako da jaz mislim, da to je pripomoček dejansko za razumevanje Svetega pisma. Še imamo malo časa? Ja. Zanima, zakaj evangelijski kristjani nekako glavno zavračajo grifne knjige, bolj tradicionalne cerkve, pa jih malo bolj sprejemajo.
Hvala, odlično vprašanje. V bistvu sem ga hotel vam zapustiti za skupine, sem zdaj, da ne bom mogel. Gremo nazaj na staro zavezo. Vprašanje, zakaj evangeljski kristijani zavračamo tako imenovane apokrifne knjige, med nekaj druge tradicionalne cerkve jih pa ne zavračajo. Dejansko, mislim, da moramo kaj reči o teh knjigah. Tukaj je, ena zgodba je judovska. Povedal sem judovsko zgodbo glede teh knjig. Judje so tam nekje okrog leta 100 bili precej večinoma, saj recimo so se odločili tako, kad gre ta rdeča črta. Krščanska zgodba pa ni tako enostavna glede teh knjig. Namreč, zakaj? Kot sem omenil, te knjige v belem krogu so bile prevedene v grščino že pred Kristusom in so jih Judje, predvsem v Aleksandriji, uporabljali in jih verjetno nekateri tudi imeli za svetopismo, glih jasnih pričevanj ni glede tega. Zanimivo je pa seveda, ko so kristijani začeli uporabljati svetopismo, so ga najprej začeli v grščini uporabljati in so te knjige tudi brali in zelo zanimivo, recimo Justin v sredi 2. stoletja celo obtoži Jude, prav, vi ste črtali ene knjige ven iz stare zaveze, zato ker pričujejo o Kristusu. Dejansko je tako, da najdeš v teh knjigah, predvsem recimo v knjigi Modrosti, ki je bila zelo popularna med kristijani, v drugem poglavju najdete nekaj, kar se dejansko bere kot napoved Kristusa. Se pravi, to je to, kar sem prej hotel malo nakazati. Te knjige niso čist brez vrednosti in tudi spet zanimivo je, predvsem vzhodni kristijani, kako so jih tretirali. Recimo, spet zelo pomembne avtoritete v 4. stoletju, Atanazij, na primer, jih ni vključil v kanon, je pa izrecno rekel, to so knjige, ki se pa tudi berejo v cerkvi za spodbudo. Se pravi, niso nekaj, na čemer boš ti gradil nauk, zato jih ne moreš uporabljati, ampak so pa koristne in cerkev spoštuje te knjige. Se pravi, spet so imeli malo, kaj bi rekel, malo kompleksno pojmovanje Svetega pisma. Eno je trdno to, kar je res Sveto pismo, ampak okrog tega so tudi knjige, ki spadajo nekako zraven, čeprav so drugorazredne. No in zato, recimo, se v tradicionalnih cerkvah imenuje deuterokanonične. Se pravi, so kanonične, ampak so deutero. No, tudi zanimivo po pravoslavci jim rečejo nekanonične celo, ampak jih imajo v Bibliji. Vse, Tako da na Zahodu potem je bilo pa tako, imamo pa mnenja za in proti, no in vemo, da se je šele v 16. stoletju se je pač to razceplo, da je katoliška cerkev recimo takrat dokončno rekla, ne, te knjige so svetopismo in pika in ni nobene razlike. Protestanti so kontra temu rekli, ne, to niso svetopismo, s tem, da se morate zavedati, da Luther je te knjige prevedel. In prav tako jih je prevedel na Šivri Dalmatin. In prav tako so prevedene v slavnem King James version, ki ga mnogi imajo za temelj pravovernosti. Se pravi, tudi tradicionalni protestanti so te knjige vedno spoštovali, so jim pa dal drugo mesto. Luther je napisal, te knjige so dobre za branje, niso pa v redu za doktrinalna utemeljevanja. In tukaj mislim, da je eno zrelo krščansko stališče bi bilo v tej smeri gotovo. Tako da evangelijski smo v tem smislu bili malo bolj strogi, če tako rečemo, tukaj smo šli na 100%. Zdaj, to, da pa te ostale knjige kompletno negiramo, to pa po mojem ni zdravo stališče. In predvsem gre kontra večini cerkvene zgodovine. No, zdaj pa bi dal še vam priliko, da se sami malo o tem pogovorite. Spravo, da greste v skupine po 4-5 in zdaj vprašanje, ki mi je še ostalo za vas, ker smo tega že potrošili, je pa tole. Zakaj je pomembno, tudi o tem smo že govorili, pogovarjate se, zakaj je zate osebno pomembno vedeti, da so jedro Svetega pisma evangelij. Prav?